Okay. Zdaj mi pa zanima še nekaj drugega. Če se prikriva prodaja, kako tudi nabava, obstajajo v Sloveniji že kakšne povezave med gostinci in tisti, ki dobavljajo surovine in tako naprej, da je to nek sklenjen krog, kjer se že ve, da so pač neki prijatelji, ki utajajo davke, tako kot rečemo, ko smo pri avtomobilih, da se je že vedelo, da pač nekako kanalizirajo. Poglejte, pravilno razmišljate, všeč mi, da tako razmišljate, ker dejansko je tako. Cel krog tukaj je zadovoljen. Od dobaviteljev, ki dobijo gotovino, do delavcev, ki so plačani z gotovino, pa mogoče še prijavljanje zavodu ali pa kje druge. In to je najbolj tudi namen vseh. Vsi so zadovoljni. Vse na koncu, če tako pogledamo, ni samo gostinc tisti. Gostinci samo tisti, ki je na koncu utajiti izdavek, ampak zadovoljni so pa vsi v celi verigi, to pa je res. Kdo pa je, kjer bi se prej odkrije gostinca, dobavitelja ali vmes še tisti nek kader, ki pač streže dela vmes? Glede, v teh akcijah, ki jih izvajamo, pa ne samo gostincu, da ne bomo zdaj samo gostince dejali na tapeti. No, danes imamo samo danes sicer govorimo o gostincih, ampak mislimo pa na celotno gotovinsko poslovanje. Naši inšpektori potem, ko ugotovijo nepravilnosti, seveda ugotavljajo potem tudi izvor in ugotavljajo tudi zaposlene delavce vse. Kakšne so sankcije? Sankcije so različne. Zdaj, najprej je na licu mesta prekršek, ki ga pač inšpektor izreče globo. Koliko so te globe? Težko si zdaj, ker so različne, tam nekje od 2000 evrov naprej so najnižje, če lahko tako rečem. Potem pa seveda vse naprej. Tisto na koncu je vedno inšpekcijski pregled, ki pove ali pa pokaže neko dejansko stanje za obdobje celega leta ali pa leta nazaj. Še nekaj me zanima pri teh lokalih, temu. Javne prireditve, ki so vzunaj, tam verjetno, kako pa tam rečemo, ima se tudi dostakrat kakšno akcijo, da greste prav namenoma na neko javno prireditev, kjer so pač te ljudje, ki prodajajo pleskavice, pijačo, ne vem, malo te ne lahko kupiš tudi balone pri njih, sladko peno in tako naprej. Je tukaj pač to biznis? Redno nadziramo te javne prireditve. Najprej se lahko tega na različne načine. Najprej ponavadi zahtevamo od mestne občine, recimo, komu je dala dovoljenje, da sploh dela. Potem gremo v pregled. Preglede upravimo večkrat, recimo, celo večkrat na dan smo včasih, pa tudi kolikor pač je. Zdaj, kakšnih večjih nepravilnosti ponavadi ne ugotavljamo, ker so zavezanci, vsaj v zadnjem času, ugotovili, da jih nadziramo. Po končni fazi, če pogledamo realno, tudi najemnine za te prostore so kar visoke. Davčna prava redno spremlja tudi najemnine in tiste, ki oddajajo, so to fizične pravne osebe. Vse te podatke zbiramo, jih obdelujemo. Zbiramo tudi podatke o proizvajalcih računalniške opreme. Gre pa za to, da razmišljamo o možnosti, da bi uvedli postopke tudi proti tistim, ki omogočajo to vrstne utaje. Ker tukaj gre za neko, da je nekdo omogočil, da se nek račun briše, ali pa da je dal možnost nekomu. Zdaj, a gre to ugotavljamo v postopkih. Ja, Slovenci imamo IT znanje za uredu, tako da verjetno mojstri za IT verjetno tudi kaj zaslužijo pri teh davčnih utajah, pri gostinci. Najbrž, te programe niso poceni, zato sem pa rekel, da bi to znanje mogoče združili in ga prodali Evropski skupnosti oziroma drugim članicam ob uvedbi davčnih blagajn. Ok, še nekaj, nočni lokali. Nekateri imajo zdaj velike afere zaradi pač varnostnih služb in tako naprej, ampak kako prepričati potrošnika oziroma gosta, ki gre v nočni lokal se zabavati, plesati, pecati bejbe, whatever, ali obratno, ali tip-tipa, kakorkoli, da ne bomo diskriminatorni, ampak kako prepričati nekoga, ki se zabava, da bo gledal, da bo vzemal te račune, da bo sploh gledal, koliko bo dal za pijačo in tako naprej. V bistvu te nočni lokali se mi zdi, da so, vsaj moje osebno mnenje je tako, da so v bistvu super tarča, kako lahko ti zelo veliko davkov utajiš na en večer, naprimer, če da odlafaš. Pri teh nočnih lokalih imamo z davčnega vidika dva problema. Eno so vstopnice. Nadzor teh vstopnic je tudi težak, na način, kakšen je zdaj. Zato smo tudi ministrstvu predlagali posebno, da bi ti programi morali biti verificirani za izdaj vstopnic. Kaj ti? Ko smo imeli akcijo večjih koncertov, smo na nekaterih ugotovili, da so izdali nove vstopnice z enakimi številkami, kot so jih že prodali za isti koncert.
To ni problem samo z davčnega vidika. Največji problem je tukaj z varnostnega vidika. Tako da smo se o tem pogovarjali tudi že z Ministrstvom za notranje zadeve. In bomo te pogovore nadaljevali. Kar se pa tiče jemanja računov strank. Poglejte, že z tazga vidika, davek, ki je zaračunan na vsakemu računu, ko piše 20% davka, je davek, ki je gostinc, če se lahko tako po domači izrazim, neke vrste samo pošta ali pa tisti, ki ga zaračuna. Davek je zaračunal, stranka ga je plačala kot končni potrošnik, on ga pa mora odvesti v proračun. In ker tega ne naredi, si lahko nekateri potem privošči, da na račun nekoga, ki je davek že plačal, bolje živi od onega, ki mora davek potem še enkrat plačati, ne? Na drugačne načine. Tako da nekatere države, s katerimi smo imeli, pa te niso evropski skupnosti, smo imeli kontakte, beležijo velik porast prihodkov v proračun ob uvedbi davčne blagajne. Problem pa je seveda potem naprej, kako naprej in kako ta prihodek potem tudi obdržati v teh merilih, ne? Ker zavezanci se ponovadi na vsako stvar prilagodijo. Moramo to povedati, sicer je mogoče PR, a bo letos tudi kakšna akcija gostince? Poglejte, za akcijo gostince, kakršno smo imeli lansko leto, smo zaključili. Seveda, nadziramo gostince v kakih mejah kot prej, ali pa kot ali na osnovi prijav, ali na osnovi letnega plana. Še vedno pa nadziramo gotovinsko poslovanje poostreno. Zdaj bo šlo pa zelo hitro, bo zelo napeto v naši nadaljevanki. A vi vedno vzamete račun, ko greste v gostilno? Vedno. Zakaj? Zaradi tistih prejšnjih razlogov ali zato, da ne boste kaj, ne vem, slab jedel pa tako naprej? Predvsem zaradi vseh naštetih razlogov, ki sem jih v tem intervjuju povedal. Pa tudi spodobi se, da človek vzame račun. V končni fazi tržna in davčna inšpekcija lahko kaznujejo fizično osebo, če ugotovijo, da je v lokalu bil, pa ni vzel računa. A ste že kdaj fotografiral račun? Že. Večkrat? Ne vem, ja, lahko bi rekel večkrat. A je bila to pica ali je bilo to pivo? Ne, pivo ni nikoli, alkohola ne, v teh pregledih ne konzumiramo. Včasih se sicer zgodi, da bi mogoče inšpektor mogel naročiti alkohol, tudi to se je tudi meni zgodilo, vendar ga ne smemo spiti, to je jasno. Ja, pa ste verjetno še nekaj prijatelja sabo? Ne, to pa ne morate. Inšpekcijski postopki so tajni, davčno tajnost upoštevamo in to je sploh osnova vsega. Poglejte, mi dva danes nismo govorila o nobenih konkretnih zavezancih, ker davčna tajnost je za nas sveta stvar. Se pravi, kam boste zdaj povabili na pivo, ko ga boste zdaj pa mislili kot iz račun? Na pivo težko zdaj ob tej uri, ampak lahko pa kaj drugam, ja. Ok, najlepša hvala za današnji dan. Hvala tudi vam. Kaj imamo naslednjič? Bomo imeli neko presenečenje, ne? Mislim, da res, ja. Super, vidite, kakšna ta nadaljevanka. Hvala. Hvala.